Jaz se opravičujem, če vsako leto z tehnikami vrtnarjenja postajamo vedno bolj ekstremna. Ampak pač vrtnarjenje je tak čudovit hobi, ko ti ponuja neskončno možnosti, kjer izražajo svojo kreativnost. In se mi zdi, da pri vzgoji paradižnika, še posebej, če ga želimo zelo zgodaj, imamo res zelo veliko možnosti za izražanje te kreative. Ja, danes je 31. marec in najbolj zgodnji paradižnik že 5 dni raste v rastlinjaku. Zakaj je to mogoče, čeprav zunaj še stisne lahko mrzali in rastline uniči, si bomo pogledali v tem drugem delu o vzgoji paradižnika v rastlinjaku. Začnimo na začetku. Paradižnik ne sejemo iz semen direktno na gredo, ker rastlina potrebuje od 3 do 4 mesece, da dozorijo njeni plodovi in hkrati je tudi zelo občutljiva na zmrzal. Če bi mi sejali paradižnik na prosto v sredini meseca maja, ko nevarnost pozeb že mine, bi imeli pridelke tako šele v avgustu, kar je pa izjemno pozno in sama sezona paradižnika bi bila res zelo kratka. Zato paradižnik vzgajamo iz sadik, s čimer pridobimo do 2 meseca zgodnejši pridelek. Z rastlinjakom pa je sezona paradižnika lahko občutno daljša. Hkrati pa tudi rešimo še eno veliko težavo pri vzgoji paradižnika in to je visoka vlažnost, ki je pogosta pri vzgoji paradižnika na prostem, ker je pogoj, da se razvije plesen, ki velikokrat uniči celotne rastline in s tem tudi celoten pridelek. V neogrevanem rastlinjaku lahko sadike paradižnika v njega presajamo že konec aprila. Če imamo lepe, velike sadike, ki mogoče celo začnejo že cveteti, se lahko pridelka nadejamo že nekje v juniju. Če je primarni namen rastlinjaka, da v njem vzgajamo paradižnik, tako kot v tem primeru, pa lahko tudi razmišljamo o ogrevanju. In zelo zanimivo je, da ima ta rastlinjak 2 načina ogrevanja. Prvi je ta z toplo vodo, ki se segreje v teh panelih in ta topla voda potem po alkaten ceveh kroži po samih tleh v teh 3 gredah v rastlinjaku in segreje sama tla. Ta toplota se v tleh akumulira in tudi zdrži potem čez noč. Tako imamo toplejša tla, kar je boljše za same korenine paradižnika in pa tudi akumulirano toploto, da zdrži te nižje temperature zgodaj spomladi. Drug način ogrevanja pa pride prav predvsem, ko imamo res kakšne hladne noči, ki se v aprilu zelo rade zgodijo. Takrat moramo paziti, da nam v rastlinjaku ne bi zamrznili. In idealno za to je pač čisto navaden električen oljni radiator, ki ga postavimo noter in ga prižgemo za tistih 10 ur čez noč, tako da ustavimo ta pritisk hladnega zraka na sam rastlinjak. Strošek, ko imamo prižgano radiator čez noč, je nekje 3 evre in ker to ni res vsako noč, mislim, da se to vseeno izplača. Če te zanima več o postavitvi rastlinjaka, o maksimalnem izkoristku prostora v njem, pa tudi o ogrevanju, smo posneli čudovit video tečaj, ki si ga lahko kupiš in ogledaš, ali pa se pridružiš kot član kluba Vrta obilja in prejmeš tudi ta tečaj v knjižnici nabora vseh ostalih video vsebin. Dodatno lahko mlade rastline paradižnika zaščitimo tudi z kopreno, tako da preko postavimo kopreno lahko tudi preko lokov ali pa kar preko njih. S tem ustvarimo zelo ugodno mikroklimo za same rastline, ker sama toplota tal še pozitivno vpliva čez noč na njih. Tako si upava paradižnike presajati že konec meseca marca. In tale sorta Sakura raste noter že 5 dni. Danes pa smo presadili še ostale paradižnike in presajanje paradižnikov poteka v kompostno zastirko zelo enostavno, da kar v jamo, ne pregloboko, nisem pristaš globokega presajanja, nekje na 70 cm v vrsto presajamo sadike, jamico obvezno zalijemo in potem zagrnemo nazaj. Rastline so tako narazen zaradi tega, ker jih vzgajamo v en vrh in v ta vrh sukamo potem kasneje okoli vrvice.
Še en čudovit način, kako pridemo do zgodnjega paradižnika, je ta, da si vzgojimo zgodnje sadike, ki jih konec marca ali začetku aprila prisadimo v velike lonce. Ti naj imajo vsaj nekje 20 litrov prostornine. Ko prisadimo sadike, lonce prestavimo še v rastlinjak, da so v rastlinjaku notri nekje do sredine meseca maja oziroma dokler nočne temperature ne padejo več pod 10 stopinj. Potem lahko lonce prestavimo ven, nekam na vzhodno ali pa južno steno in tam tudi paradižniku potem pripravimo oporo. To sva letos naredila tudi midva za nekaj viška zgodnjih sadik paradižnika, za katere nimamo več prostora v rastlinjaku. Toliko o drugi epizodi o vzgoji paradižnika v rastlinjaku in upam, da smo s tem navdušili koga, da bo vsaj mičkam bolj pogumen pri presajanju paradižnika. Z novo epizodo o paradižniku se pojavijo naslednjič, takrat, ko se bojo že barvali pridelki. Uživajte v vrtnarjenju še naprej. Yes, I'm ready. Sorry, še enkrat. Da moram. Za vzgojo na prostem, ne. Hop, še enkrat. Zato paradižnik ne more, res ne morem. Obvarujemo paradižnik drug način. Mi je vroče, pa sem rekel, da končim dogajanje. Yeah! To je to. To je to.